Z besedami 27. psalma smo spodbujeni. Upaj Gospoda, bodi močan, tvoje srce naj se opogumi, upaj Gospoda. Sergej Kodakov v svoji avtobiografiji pripoveduje, kako je prebegnil z ruske vojaške ladje v Kanado. 3. septembra je v nevihtni noči skočil v razburkan Pacifiški ocean. Po 5 urah plavanja v ledeno mrzli vodi se je uspel povzpeti na visoko skalo, se pri tem porezal. Potem je priplaval do polovice zaliva, ki ga je ločil od vasi, in izgubil zavest. Po posredovanju prebivalke vasi, ki ga je naključno opazila, so ga rešili, odpeljali v bolnišnico in nato v zapor. Kasneje ga je v zaporu obiskal vladni uradnik in mu rekel: Sergej, skrbno smo proučili tvojo zgodbo. Vsa dejstva smo dali v računalnik, ki je bil programiran za to, da izvede analizo. Vnesli smo podatke o temperaturi vode, smeri in hitrosti vetra, oddaljenosti ladje od obale, moči viharja, višini valov in celo o tvoji fizični kondiciji. Naši znanstveniki so to proučili in ugotovili, da je bilo tvoje plavanje in preživetje nemogoče. Se je tisto noč zgodilo še kaj, kar nam nisi povedal? Edino, kar sem izpustil, je rekel Sergej, je bilo to, da sem goreče molil. Upanje je kakor varno in zanesljivo sidro duše. Še posebej, če zaupamo Bogu, ki ima z nami načrte. Načrte blaginje in ne nesreče, da nam da prihodnost in upanje. Bog deluje. Bog z veseljem posreduje, še posebej, če ga iskreno in goreče prosimo. Pogosto pa ne deluje tako, kot smo si mi zamislili, ampak po svoji modrosti, dobroti in usmiljenju. In če tudi tukaj izgubljamo vsakršno upanje na rešitev, smo vabljeni, da naslonimo svoje upanje na živega Boga, ki je odrešenik vseh ljudi, posebno vernih. Jezus Kristus je umrl za nas in vstal. Sam je rekel: Jaz sem vstajenje in življenje. Če kdo vame veruje, bo živel, tudi če umre. Zaradi Jezusa Kristusa imamo živo upanje, da bomo nekoč vstali in živeli z njim. Seveda, če verujemo, da je on naš stvarnik in odrešenik. Čez nekaj dni je k Sergeju v ječo zopet prišel vladni uradnik in rekel: Sergej, tole te bo gotovo zanimalo. Ko smo vnesli podatek o tvoji molitvi k Bogu v računalnik, je le ta potrdil, da je bilo tvoje plavanje in preživetje mogoče. Kasneje so mu pojasnili, da je računalnik štel njegovo molitev kot psihična moč. Upanje in molitev v nas spodbudita moči, ki jih sicer ne bi zmogli. Upanje in zaupanje v Boga, živega Boga, ki nam želi dobro, ki je celo umrl za nas, pa nam podarja življenje.